Ja, veste, danes je dan, ko smo malo regenerativno spet tekli 8 km, po včerajšnjih uspešnih 5,5 km v Markovcih na Markotonu, kjer je bilo čudovito druženje, čudoviti pogoji, čudovita organizacija in vse se je lepo poklopilo. Sem pa danes razmišljal takole med tekom, kakšne rezultate bi lahko dosegal danes, če pred več kot 30 leti bi imel ob sebi nekoga, ki bi me sfockal, nabrcal v rit in mi povedal, kaj so takratni rezultati v teku, ki sem jih imel, pomenili zame in nasplošno v svetu atletike. In pa, če ne bi potem seveda zapadel v odvisnost od cigaret in pa alkohola, kar se je potem seveda s časoma spremenilo. Ampak dejstvo je, da je verjetno povratek veliko težji in pa veliko težje je dosegati v nekem kasnejšem obdobju neke določene rezultate in pa rekorde, ki bi lahko bili pred tem časom doseženi in pa kje bi dejansko lahko oseba bila. In tukaj lahko seveda vedno dajemo krivdo na vzgojo, na nas, na starše, ki smo odgovorni na vzgojo za otroka. Pomembno je, da smo z njim in da ga spodbujamo pri tem, kar ima rad, kar rad počne in da mu stojimo ob strani. Hkrati pa, da mu z svojim, kako bi temu rekel, vzgledom kažemo, da mu ne kažemo tistih slabih stvari, torej razvad od cigaret, alkohola in še česa naprej. In pa seveda potem tudi morda šolski sistem, ki bi lahko v izobraževanje vključil te zgodbe. Zanimivo pa je, da sem pred časom že poslal na številne šole po Sloveniji, tako srednje kot osnovne šole, predlog za sodelovanje in pa mojo osebno izkušnjo in bi želel mladim, resno mladim, tam od 6. razreda osnovne šole, bi bilo celo že najbolje, tale pogled na to, zakaj je šport in pa udejstvovanje športom zelo pomembno in kaj lahko prinašajo morebitne odvisnosti od cigaret, teh e-cigaret, ki jih danes imamo, te hitre prehrane, alkohola in pa še česa v nadaljevanju in kako se lahko temu izognemo in kako lahko recimo, če zelo zgodaj in dovolj zgodaj pridobimo te informacije, dejansko svoje življenje peljemo v čisto drugo smer, kot pa da pademo na dno, morda že celo malce pod dno in se moramo šele najprej izkopati iz teh primežev in kasneje nadaljevati pot naprej. In žal poznam tudi veliko ljudi osebno, ki se jim nikoli ni uspelo izkopati iz tega in nekako ostanejo tam in živijo svoje nesrečno življenje, polno nekih zdravstvenih izzivov, frustracij, zagrenjenosti in še česa.